Ojla, za letošnje praznike bomo spekli posebno potico. Spekla bo naša Simona, ki bo kaj več povedala o tej bohinjski potici. Živjo, jaz sem Simona. Danes bomo spekli bohinjsko potico, to pa zato se reče tako, ker je spečena iz naše posebne turšične moke. In bomo kar začeli. Tukaj imamo sestavine, dali bomo malo bele moke. Simona, ta potica ima certifikat, a ne da? Ja, ima certifikat bohinjsko, zdaj že ne 3 leta. Ja. Jaz sem takrat rekla, zakaj pa ne bi. In sem vključila naše lokalne sestavine. Mi imamo doma turščico, pa mi jo je moj mož bolj fino zmlel, pa sem probala, pa je ratalo. Sem slišala, da je bila žirija res navdušena, oziroma komisija, da so bili zelo navdušeni nad vsem, nad okusi, kako to vse paše. Ima tak fajn mešankast okus. Super. Pravzaprav naredimo nek kvašeno testo. Ja, naredimo kvašeno testo, to se pravi. Kvašeno testo. Tako. In ga damo vzhajati. Ja, tako. Moko, kvas posebej, sladkor, rumenjake, jajca, tako. Rum, vanilij. Tukaj imamo pomarančno lupino. Pomarančno lupino, maslo. In pa kar je morebiti posebnost pri tej potici je tudi, da namesto mleka damo sirotko. Porabimo sirotko, ja. Tako. Simona ima to vse doma, tako da je to res domače, res lokalno. Takole, poglejte, kakšno lepo testo nam vzhaja. Simona tole res prav dobro naredila. Zdajle bova pa naprej naredila še nadev. Tako, tukaj imamo orehe, dodali mu bomo sladkor, vaniljev sladkor, pomarančno lupino. Moramo povedati, da je to ekološka, da je to primorska pomarančna lupina, z primorskih pomaranč. Tako da je... Posušil, riba lupince, ker smo šparovni. Tako, vse. Pa bomo dodali limonino lupino. Tukaj sem jaz ta čas stepla tudi še smet beljakov, ker rumenjake smo porabili Katica je pridna. Hvala, Simona, enako, v testo. In pa bohinjsko kislo smetano. Aha, pa rum ne smemo pozabiti, veste, zato da potica lepo diši. Pošljene 3 žličke, 4. Simona, mislim, da kar 4, veš. Še eno, takole. Alkohol tako izpari. Ko se peče, alkohol izpari in ostane pravzaprav samo ta okus po rumu, ki nam je nekako tako fajn v ustih. Potlej dodamo kislo smetano. Bogato. Jaz ne poparam orehov, dodam kislo smetano. Simona, a pa ti orehe prej kaj opereš? Orehe se operejo in posušijo, pa potlej se zmelejo. Tako, ker mislim, da to grenkobo in to vzame. Grenkobo, ja. Zdaj pa to zmešamo, potlej bomo pa dodali še beljake stepene. Tako, beljake damo pa čist na konec, zato da ta zrak, ki je v beljakih, ostane tudi v nadevu, zrak in nam pa to da malo več volumna, pa majhen bolj rahlo maso. In vidite, orehi so taki fini svetli. In zdajle bomo dodali še sneg. Je tako? Tako. Evo, takole, Simona. Izvoli. Še malo imam. Nekateri v nadev dodajajo tudi kakšno žličko kave ali pa kakšno žličko kakava. Simonina certificirana potica tega nima in ima res samo orehe, kislo smetano in samo te sestavine, kakor je zdajle pač povedala. Poglejte, nadev imamo pripravljen, testo, pa tukaj je tudi že na deski. Evo, Simona, piedestal je tvoj. Hvala. Zvaljamo enakomerno. Tudi tam imamo pripravljen že model za potico, potičnik. Drugač, prava slovenska potica se peče v potičniku, to je tisti model, ki ima na sred luknjo. Tako da tudi tlele smo upoštevali še slovenska načela, a ne, Simona? Ja. Bohinjci moramo biti pa tako smerjeni, nekaj posebno, da imamo pa svojo. To smo zdaj zvaljali. Testo mora biti, debelina testa pa debelina file sorazmerno. Moramo narediti.
In tudi, kar imamo moke, nekako naj bi bilo tudi orehov. A je tako? Ne vem, če imaš pol kile moke, je pol kile orehov. Tako je tak čist preprost recept. Tako. Če vam filo ostane, lahko drug dan naredite orehove štrukle. Če pa vse točno tehtate, vam pa vse lepo pride. Mogoče. Poglejte, potica oziroma testo je nadevano, čist enakomerno. Zdaj pa pozorno poglejte, kako bo Simona to zvijala, zato da se vam potica, ko jo boste delali, ne bo odlepla oziroma ne bo šla narazen. A vidite, tako spodvija. Kakor da bi hotel malo k sebi potegniti, pa čez. A pa greš ti z obeh strani, enkrat na eno, enkrat na drugo? Na eno stran pa en. Tako, kakor bi... Ja, tako. Lahko si pa date od spodaj tudi prt, pa s prtom povijete, če vam je potlej lažji. Samo pomembno je, da je tesno zavito skupaj. Ne smete biti pa grobi. Ne, to pa ne, pri potici pa nikoli. Zdaj pa še Simona to povej, kako dolga mora biti potica glede na potičnik? Na potičnik naredim, jaz imam doma kar kuhovanco in primeram potičnik takole, evo, takole pocahnem, držim prst in grem takole. Aha, dvakratno dolžino. Dvakratno dolžino. Zdaj pa te konce porežemo. To spečemo naprej malo za probo. Naredimo take štrukelčke. Štrukelčke. Pa vrce ne bati sta. Pa damo noter, tukaj fino stisnemo. Super, ko malo probam, Simona. Veste, kako je mehko. Testo ne sme biti pregost, pa ne sme biti premehak, neko sredin. A takoj prešpikamo? Ja, zato da zrak gre ven. Tako so me naučili. A pa bomo zdaj kaj vzhajali, preden bomo dali v pečico? Ja, in zdaj pustimo, da enkrat narase. Bo prišlo tako približno do konca tega vzorca nekako. In zdaj to kakšno 45 minut vzhajamo, ali pa saj vidite. No tako, potica nam je vzhajala, zdaj jo bomo dali v pečico. Pečico smo segreli na 170 stopinj, pekla se nam bo pa 1 uro. Potica se nam je spekla, tako, potica je gotova, sedaj pa še 10 minut počiva v kolačniku. Tako, potica se je spočila, prebrnemo iz kolačnika. Simona, joj, kakšna lepa potica. A bomo pogledali? Bomo. A te kdaj skrbi, kako bo ljudje prerežejo, a bo to v redu? Ja, velikrat. Velikrat? Me zanima, kakšno je na sredini. Mehka je. Poglejte, kako se lepo reže. Takole. Wow. No, in zanimivo je to, ta koruza, to se pravi, nimamo belo testo, ampak imamo malo tako rumenkasto rjavo, zaradi te naše trdinke. Čudovita potica, Simona, bravo. Hvala, Katja.